bom pokazal en genijalen izum, ki nas je premikal že dolga leta. Evo ga, 2 kolesi, balanca, sedež, zelo udobna stvar. Mojih 80 kg, mogoče kakšno več, brez težav premika klele po ulicah Bilbaa. In zakaj smo v Bilbao? Zato, ker je tudi za eno znamko zdaj prišla ena velika revolucija in ta zadeva je še sploh pomembna zato, da vsak dan dobimo mi tiste tople žimelce domov, pa še kakšno drugo, malo večjo stvar mogoče, a ne? Bilbao je znan še po vrhunski kulinari, kjer res smo jedli pač bolano dober. Zdaj smo prišli pa na en del, po katerem bo pa zdaj poznan postal. Drugače poznan tudi po pristanišču. Evo, eno največji pristanišč tlele je. Idemo pa noter, ker nam bojo pokazali nekaj zelo zanimivega, nekaj velzga. Čist nova generacija manovih tovornjakov TG. V bistvu so vsi novi modeli, od TGM, TGL do te velikih TGS in TGX. To je tako, kot če bi Volkswagen hkrati prenovil, ne vem, Up, Polo, Golf, pa recimo še T-Cross. In kot vedno pravim, tole so konkretni stroji, ki si zaslužijo posebno obravnavo in prav poseben dogodek, kot vidite. 125 000 ljudi si ga je včeraj ogledalo v živo. Preden pa začnem zares, ne morem iz svoje avtomobilistične kože. Pri avtih smo vajeni, da se recimo generacije menjajo na 5, 6, 7 let, no tale pa je nova po 20 letih. 20. Takrat sem šele dober jaz izpit naredil in praktično vso moja kariero se je po cestah vozil tale manj. Tako da je res že prišel čas za novega. Ja, so bila oba v letih, samo da jaz zdaj ne morem kar tako narediti prenove, a ne, pa bi že počas zamenil kakšen kos, recimo, ne vem, desno koleno, pa levo zapestje me že malo matra. Ja, bi bilo fajn, če šel takole. No, dosti fantazije. TG imajo vsi nove luči, masko, full aerodinamičnih dodatkov, ampak prepričan sem, da se vam zunanja oblika sploh ne zdi tako nova, tako kot meni ne. Ampak kaj pa boš spremenil pri kamionu, ki mora peljati pač ogromne količine robe, čeprav dejansko to ne izgleda slabo, sploh pa v tej barvi, ta je res huda. Ampak tole je novo. Pri komercialnih vozilih se toliko bolj vidi, da mora biti res vse namenjen šoferju, da se razvoj giblja okoli tega, kar bo zanj najboljše, ne pa neki lepo in fancy, v resnici pa čisto neuporabno. Zato je kabina tista, kjer so novosti najbolj očitne. Recimo novi digitalni merilniki kot pri veliko najnovejših avtomobilih, z veliko preglednimi informacijami. Potem tale face zasukana armaturna plošča, da voznik vse kontrole enostavno doseže. Veliko je dobro postavljenih odlagalnih mest, čeprav sam vedno potem iščem tisto za telefon, pa se pa seveda hitro ščipnem, da ga itak ne smem gledati pred vožnjo. No, največja novost pa je tale zaslon, tale ga sicer nima, 12 palcev meri, enako kot tale za merilnike, ni pa občutljiv na dotik. So rekli inženirji, da so preizkušali vse možne variante in da se je izkazali, da je najbolj varna opcija takšen okrogo vrtljiv gumb, ki se pomika tudi naprej pa nazaj, Smart Select se imenuje. In lepo in hitro deluje vse skupaj, tudi meniji so enostavni in pregledni, kaj pa vem, mogoče pa res. Tudi ostali gumbi so klasični, da jih ni treba poliskati kle v nekih menijih. Parkirna zavora je zdaj kar tukaj, menjalnik je na tej ročici, tole je res že zelo prijazno za voznika, da bi lahko rekel celo, da uživa med vožnjo, a ne? 900 različnih opcij je na voljo, 8 velikosti kabine, kar pomeni na milijone kombinacij. 742 testnih zajčkov je preizkušal novo kabino 10 let, tako da bo že morala biti dobra. Novo generacijo TG pa so sicer začeli razvijati že 5 let nazaj. 5 milijonov testnih kilometrov smo prevozili, k sodelovanju pa so povabili prave šoferje z izkušnjami iz terena, kar 700 jih je bilo. Poleg tega pa še 300 strank iz 16 držav s svojimi komentarji. Da bo zadeva zanesljiva kljub kupu elektronke in ne bo veliko manj ostalo ob cesti, so sami napisali kar 2,8 milijona vrstic kode. To je 70%. Do 8% so zmanjšali porabo goriva, kar je pri tako velikih kilometrih, kot jih prevozijo deli behemoti, ogromno, ko potegneš črto konc leta.
Motor D26 je osvežen, da ustreza vsem standardom, predvsem Euro 6 temp. Naslednji korak pa je elektrifikacija, nekje čez 3 do 4 leta, in tudi šef znamke, Joachim Dres, je omenil, da se jim zdi naslednji korak vodik. Kako bo to fajn, ko bojo kamioni čist tihi. Leto in pol bo trajal prehod na nov model v 120 državah, v 20 letih pa so jih prodali kar 1,5 milijona, kar je spoštovanja vredna cifra. To je še prav tih dobra cifra. Celo Slovenci imamo tukaj lep delež, baje jih je bilo okoli 10 000, pa še se prodaja. Vas zanima še, koliko stane takšen osnoven TGX, kot ga zdaj jaz vozim? Tam med 90 do 100 jurjev brez DDV, potem pa se cifra seveda še konkretno dvigne z dodatki.